Ja, vojaška policija v svojem svojstvu ima kar nekaj specialistov. Danes smo dejansko preverjali vse elemente, tako od prvega začetnega seznanjanja z incidentom, potem dejanskega poročanja po liniji vodenja in povedovanja, aktiviranja vseh enot, potem stik s tem incidentom in nenazadnje preko pogajanj smo izpeljali tudi direktno akcijo, s katerim smo rešili problem. Scenarij je eden od možnih scenarijev, ki se lahko v Slovenski vojski dogodi, vezani pa predvsem na deviantne pojave, kazniva dejanja, povezana s terorizmom, nenazadnje pa tudi to, kar smo danes preigrali, z ugrabitvijo. Torej, glede noter. Mesto dejansko ena debata v pisarni. Vojaška policija vsakoletno preko skupnih združevanj dejansko izmenjujemo informacije vezane na take incidente. Taki incidenti so vezani predvsem na posttravmatske sindrome. Vemo, da pač vojaki so izpostavljeni in ko pride nazaj v civilno okolje, se lahko včasih zgodi tudi kaj nepredvidljivega. In danes je bilo ta vaja namenjena prav temu, da odreagiramo takrat, ko bo to potrebno. Danes tukaj ponosno stojim pred kamero in dejansko povem, da sem ponosen na to, kar sem videl. Predvsem tudi iz razloga, ker smo scenarij med vajo spremenjali, tako da vaja ni bila namišljena po scenarijih zaigrana, ampak dejansko tako, kot se lahko v situaciji zgodi. Pripravljeni? Gremo, objekti varni. Tam za mano pejdi. Bom rekel, ta vaja je bila nekako zdaj nadgradna, glede na to, da smo uvedli tudi vojaško-policijske pogajalce. Bom rekel, komponirati to nadgradno v obstoječe zmogljivosti vojaške policije in sprobati, kako to deluje, bom rekel, v neki kompleksni zadevi, kjer morajo vsi sodelovati. Ja, jaz menim, da so pripravljeni, bom rekel, še s to dodatno zmožnostjo teh vojaško-policijskih pogajalcev, ki jih imamo zdaj. Scenarij je čisto možen, glede pač na razmere, ki so v svetu in tudi pri nas doma. Tako da ne dvomim, da ne bi bili kos takim situacijam.